Eden od pomembnejših lanskoletnih projektov je bila ureditev cestnega odseka v naselju Jagnjenica. Dela so obsegala sanacijo regionalne ceste, izgradnjo pločnika v dolžini 1200 metrov, izgradnjo obojestranskih avtobusnih postajališč ter nove cestne razsvetljave in kanalizacije. Nič manj zahtevna ni bila ureditev varne poti v šolo v centru Radeč. Župan Tomaž Režun je leto 2018 ocenil kot uspešno, podobno dinamiko pričakuje tudi v letošnjem letu. V teku sta že dva projekta, sofinancirana z evropskimi sredstvi. Smo že pridobili pogodbo za sofinanciranje te naše stare šole na Jagnjenici, kjer bomo obnovili in dali notri vsebino. To sem zelo vesel, skupni projekt bo cirka 200 tisoč evrov. Naprej imamo ta naš posavski ribji krog, kjer bomo uredili ta naša res prelepa trasa za ribičijo, ki nam priznava cel svet, dobiva novo podobo čisto na koncu, ker je poleg ne samo ribolovna trasa, tudi sprehajalna pot, kjer bomo imeli ta res lep ribnik. Tudi tukaj smo dobili 120 tisoč evrov plus naš delež samo DDV. Sicer pa v Radečah tudi letos nadaljujejo z infrastrukturnimi projekti. Smo začeli že pred 2 leti z direkcijo za ceste obnavljati tudi državne ceste, zraven seveda se priključi tudi občina z raznimi pločniki, razsvetljavo in komunalnimi vodi. In jaz sem vesel, da gremo v to smer, da bomo do Jagnjenice imeli res praktično urejeno. Gre za nadaljevanje lanskoletnega projekta skozi naselje Jagnjenica. V krajevni skupnosti Radeče pa za letos načrtujejo ureditev pločnika ob glavni cesti skozi Radeče. Naložba je usmerjena v izboljšanje prometne varnosti tako ob državni kot deloma tudi ob lokalni cesti. Glavna naložba v naši občini, ki pa seveda ne bo naša, je pa posodobitev ceste Radeče-Zidani most. Vemo, da je zelo prometna, ne pa samo prometna, zelo nevarna. In jaz sem vesel, da smo imeli javno razgrnitev. In v nekem april-maj naj bi bil razpis, v septembra-oktobra pa naj bi se pričela dela. Obnova tega zelo kritičnega odseka je po besedah Režuna nujna. Bilo je tako seveda, ker je to cesto praktično ne smemo zapreti, vemo, da je tako prometna, se bo na račun tega, da bo enosmerni promet potekal, podaljšal rok izvedbe in to se ocenjuje, da bo cirka leto in pol gradbišče. Lahko bi bilo prej gotovo, vendar potem bi imeli pa veliko večje probleme za pretok naših občanov, pa konec koncev bog ne da kakšne intervencije. Gre za obnovo nekaj več kot kilometer dolgega odseka ceste od starega železnega mostu v Radečah do prvega podvoza v Zidanem mostu. Vrednost naložbe, ki jo bo v celoti financirala država, je ocenjena na 7 milijonov evrov.